Dober dan. Dobar dan. Torek imava v rokah ali v ustih, in sicer kako oceniti delovanje obrambnega ministra Janka Vebra. Janko Veber je namreč sektorjem ministrstva, ki ga vodi, naročil analizo, oceno stanja v primeru, da bi bil Telekom odprodan. To isto nalogo je pa dobila tudi obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo, zaradi česar se zastavlja vprašanje, ali je OVS, se pravi obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo, tacala po terenu, ki kvečjemu pritiče civilni varnostno-obveščevalni službi, oziroma je zakorakala v civilno sfero. Opozicija ga dobro nabija, on se brani. Sam se nagibam k temu, da je minister Veber priprl vrata, za katera bi bilo nujno, da so hermetično zaprta. Priprl pomeni odprl, ne? Priprl v pomenu odprl oziroma odškrnil, kot me je opozoril Damjan Slabe, ki je vešč teh jezikovnih nijans nekoliko bolj od mene. Imamo po lepem času spet eno obveščevalno... Pri odprl. Ja. Imamo po dolgem času spet eno obveščevalno afero in spet vprašanje, ali se je zaradi navodila ministra obveščevalno-varnostna služba znašla na terenu, na katerem ne bi smela biti. Kaj meniš? Ja, menim prvič, da gre res za kompleksno zadevo, drugič, da je bila sprožena legitimnost z nelegitimnim izidom, tretjič, da je treba narediti pravzaprav zelo natančno forenzično preiskavo, če tako rečem, celotnega dogajanja, in da več storiva, če gledalcem, cenjenim gledalcem in bralcem dela nanizava dileme, ki spremljajo vse dogajanje in si bodo verjetno sami lahko ustvarjali čist korektni odgovor, glede na to, da se zelo enoumnih zaključkov po vsem tem, kar sem do zdaj videl, pravzaprav ne da narediti. Prvič, je nekaj stvari dejansko striže. Bi pa začel z objavo pač tega dokumenta. Ja. Ko se je znašel na internetu, mi da smo to takrat že postavili, tudi pisali smo o tem. Te stvari smo, mislim, da kar dosti dobro postavili, v smislu dilem, v smislu, kaj je prav, kaj je narobe, kam to. Ampak potem, ko sem tisti dokument videl, je bila pa moja prva reakcija, saj to je vendar nemogoče, da bi nekdo izkazoval nek ne poniglavi, ampak strateški interes vohljati za stvarmi, za katerimi ne bi smel vohljati, če pa ta dokument vendar tako neskončno šlampast. Se pravi, prav tisti. Plitu. To je zelo nobel beseda. Plitu. Ja, zelo nobel beseda. To je sva vendarle gospoda. Ker sva gospoda. To se pravi, če je to domet naših obveščevalcev, potem sem razočaran. Potem je nacionalna varnost ogrožena, pa ne zaradi prodaje Telekoma, pač pa zato, kakšne obveščevalce imamo. In to me je napeljalo k misli, da pravzaprav to ni moglo biti naročeno, ker če bi bilo naročeno, bi bilo noter vloženega nekaj truda, nekaj inteligence in konec koncev rezultat bi bil uporaben. Tisto, kar tam piše, je neuporabno. To se pravi, to je prvo. Bom jaz te prekinil, da ti zajameš sapo, bom povedal nekaj po angleško, česar ne znam prevesti. Ampak jaz sem desetletja nazaj slišal za pregovor military intelligence is contradiction in terms. Se pravi, vojaško obveščevalna, pomišljaj, intelektualna služba je bistroumni nesmisel. Vračam besedo. Pravzaprav iz dokumenta, kar sploh lahko sledi, vendarle pa sledi, da mi že zdaj nimamo zaščitenih kanalov.
Iz tega sledi, da že zdaj poteka preko nekih nemških serverjev, ki lahko prestrežejo vse, kar hočejo. To se pravi, že zdaj posel ni upravljen. Ja, mislim, jaz sem slišal, da je pa bila bistra pripomba na ulici, a veš, da je Telekomova osnovna dejavnost v resnici to, da oddaja svoje prostore nemški obveščevalni službi. Recimo, pravi, se ukvarjajo z nepremičninskim posredništvom. To je ena plat medalje. Druga plat medalje je, kakšna je celotna geometrija in kakšni bi bili mogoči motivi glede na notranje politične želje za mokre sanje pač lobijev. To je zdaj ključno vprašanje. In to vprašanje bi razdelil bi se razvijil na dve podvrsti. In sicer, kakšen interes bi v tem primeru imela opozicija, ki je afero recimo temu odkrila, najmanj pa kar jo je pa dala na sonce in sproducirala, in kakšen interes bi imela pozicija oziroma v tem primeru recimo lobby, ki bi mu potencialno pripadal minister Weber. Seveda, čez vse to je treba pogledati, kako naša zakonodaja zgleda. In tukaj se seveda v osnovi strinjam, da že tisto, kar je rekel poslanec Dobovšek in tudi tisto, kar smo pisali in kar so se tudi mi da pogovarjala na to temo že prejšnji teden, poseganje vojaške obveščevalne službe v sfero, ki bi morala biti koordinirana, če je res vprašanje klicna številka 112 in pa varnostni parametri, bi morali biti to usklajeno s policijo, bi morali biti to usklajeno z SOVO in pa seveda za predsednikom vlade. Zato je ključno vprašanje, ali je za to dejanje, preden je bilo storjeno, ali pa navodilo, preden je bilo dano, vedel premier Cerar ali ne, to je ključno vprašanje. Iz vsega tega je nekako videti... Oziroma je vedel Svet za nacionalno varnost, ki ga predsednik vlade vodi. Tako. Ja. To on simbolizira pač ta segment. Torej, če iz vseh reakcij je možno razbrati, da on tega ni vedel, in to je problem. Zakaj? Zaradi tega, ker je minister Weber v prvi reakciji povedal, da se je pogovarjal z premijerjem, da sta se vse uskladila, da mu on verjame, da je problem tako rekoč rešen in da je banalen. In to se je slišalo nekako logično, ampak potem, ko se je oglasil pa premijer, se je pa slišal čist drugače. Se pravi, da on nekako še išče pojasnila, da mu še ni jasno in da očitno o tem ni prej vedel. To je zanesljivo tenko področje. Tako kot jaz stvari razumem, dajmo reči, ampak dajmo se postaviti v pozicijo Slovenske vojske. Slovenska vojska ima svoje vojašnice, svoje poveljniške položaje in tako naprej, povezana z nekimi komunikacijskimi sredstvi. Seveda, tako kot vsaka vojska, verjetno tudi računalnike in tako naprej. In te komunikacije zaenkrat tečejo po žicah ali pa vlaknih, ne vemo točno, ki so v Telekomovi lasti, Telekom je pa v večinski državni lasti. Pa dajmo reči, da to dejstvo komunikacijam obrambnega ministrstva zagotavlja določeno varnost, ki bi bila lahko ogrožena, če se lastništvo Telekoma spremeni. Ampak, te iste kable za povezave med policijskimi postajami, policijskimi upravami, konec koncev tudi upravnimi enotami kot izpostavami države v regijah, uporablja tudi notranje ministrstvo. Konec koncev vse vladne službe komunicirajo prek Telekomovega omrežja. Kar dokazuje, da vojska nima tukaj nobenih ekskluzivnih... Kar govori o tem, seveda, če se zastavlja vprašanje, kaj pomeni prenos Telekoma v last, dajmo reči, zelo na pamet Deutsche Telekoma, kaj to pomeni za nacionalno varnost, ima to enake učinke za kabinet predsednika vlade, za upravno enoto v Slovenj Gradcu, Murski Soboti, policijsko postajo
v Kopru, ne, Postojni, in za gasilce v Bovcu in lahko naštevamo naprej, ne, reševalno postajo v Mariboru. Ne. Če sem jaz prav razumel, ne, je v bistvu Telekom koncesionar pri državi, da lahko upravlja tisto, kar od telekomunikacij, ki jih država sicer uporablja in ščiti, varuje, uporablja tisto, kar ostane. Ne. Se pravi, kdorkoli bi bil lastnik, bi dobil sam preostanek od tega, kar je sicer na voljo. Ne. Tisti del je pa menda po zakonu zaščiten, tako je bilo pač pojasneno od strani strokovnjakov, da je ta del že zdaj zaščiten in ga Telekom ne nadzira oziroma ga ne sme nadzirati. Če ga pa, ne, potem gre pa za tihe zveze med državnim lastništvom oziroma med tistimi, ki jih aktualne vlade imenujejo, in je samo po sebi problem, zato ker se potem potencialno to mimo ustave uporablja za prikrite namene nadzora političnih nasprotnikov, recimo, ne, kar bi bilo samo po sebi enako slabo, če ne še slabše. Ne. Ker mi smo strateško, ne vem, če smo tako zelo pomembni, mislim, ta trenutek smo pomembni zato, ker smo target, ker smo tarča za privatizacijo. Sicer pa mislim, da geostrateško nismo toliko pomembni, da bi nas moralo to bolj skrbeti kot pa notranji nadzor, ne. Nezakonit, potencialen nezakonit notranji nadzor. Ne. Tako da ta del se mi zdi razčiščen, se pravi, da neko tuje lastništvo na to ne bi vplivalo. Seveda, če pa nek civilno državni ali pa vladni organ to preverja, pa s tem ni nič narobe, ampak vojska pa tukaj res nima kaj iskati. Se mi zdi. Ja, lej, jaz sem si sam pri sebi na to triki vprašanje skušal odgovoriti na sledeč način. Ne. Postavimo v pisarno obrambnega ministra kakšno drugo osebo, ja, pa testirajmo, kako bi v tem primeru ocenjevali ravnanje sedanjega ministra. Ne. Domnevam, da bi stranka SD skočila v zrak, če bi se za neko podobno potezo odločil obrambni minister iz vrste SDS. To bi verjetno pobirali podpise zdaj. Če bi bil obrambni minister recimo Janša, ja, in če bi prišlo do enakega zapleta, bi se verjetno na širokem vzorcu slovenskih državljanov pobirali podpisi za odstavitev. Ja. Ja. Sem skoraj prepričan. No, lej, mislim, spletne peticije so itak najnovejši hit, ja, o katerem pa bo Lenart Kučič pisal v prihajajoči sobotni prilogi. Ne? Tako da... Ja. Ampak to je drugi segment, ne? Ki je problematičen. Tretji segment je pa raven opozicije. Ne? To se pravi, konkretno govorimo tukaj o poslancih Grimsu in Toninu, ki sta se pač najbolj izpostavila. Ne? No, tukaj pa stvari tudi strižejo. Ne? Zakaj? Zato, ker Tonin je javno zatrdil, da so oni prišli do podatkov in dokumentov, ki dokazujejo, nedvoumno dokazujejo, da je prišlo do zlorabe, in je kar takoj na podlagi tega, kar je videl, že pozval ministra k odstopu. Potem je minister naslednji dan, se mi zdi, rekel je, da v soglasju z predsednikom vlade, to je Mirom Cerarjem, dal na internet dokument, nad katerim se zgražamo, ne, ki je v bistvu šlampast izdelek. Ne. Ampak potem je pa Tonin šel v javnost in rekel, da ni prepričan, da je to pravi dokument. Mislim, kako nisi prepričan? Zdaj si ga videl, ne? Če ga nisi videl, kaj si pa potem videl? In če to ni bil ta dokument, na podlagi česa si pa potem lahko zahteval odstop. Če bi bila to samo namik in nejasnost, bi rekel, hopla, tole moramo pa razčistiti, gre za interese nacionalne varnosti, ampak ne bi takoj naslovil ostre obtožbe. Ne? Ampak bi preprosto razčiščeval, bi v javnosti stvari tudi tako postavil. Čakaj, postavil bi vprašanje, ne pa že odgovora. Ja. In ne že zadnje konsekvence odgovora. Ne? To je odstop oziroma zahteva po odstopu ministra in to je zdaj mantra. Mislim, da spet kaže na eno strahovito infantilnost SDS-a in NSI-ja, ki so v bistvu popolnoma infantilni politiki, ki ne znajo niti ene afere speljati, kako je treba. Ne? Ker bodo spet stvar naredili neresno, potem, ko bi lahko bila celo resna. Ne? Ampak jaz mislim tako, no, veš, da v interesu skupnosti kot celote pa je, mislim, da se
zelo natančne odgovore tlele pridobi. Ne? Mislim, jaz sem zelo nezadovoljen s tem, kar sem do zdaj izvedel. Seveda, ampak treba bi bilo odstraniti te opozicijske infantilne osebke, ne, ki v bistvu eno resno debato blokirajo z dobesedno, ne vem, kaj ne rečem, s tem otroškim vrtcem, ne, ki je popolnoma nelogičen. Ne. Se pravi, postavlja te visoko oktanske trditve, se pa vodi pa v naslednje vprašanje. Če bi lahko bilo celo res, ne, da je minister Weber pod vplivom nekih lobijev, ki stojijo eventualno za interesi SD in ki stojijo za interesi privatizacije Telekoma, za katerega pa itak iz preteklih izkušenj vemo, da je bil politična trdnjava koaliciji in da se je tam noter obračal denar, so se obračali politični interesi in še marsikaj drugega. Ne. O tem se je že veliko pisalo in o tem stvari še niso pojasnjene. Na Telekomu stvari še niso pojasnjene. Kdo vse je uporabljal tiste serverje za kakšne potrebe, kako se je preko njih plačevalo ali pa dotiralo medije, ki so diskvalificirali in še diskvalificirajo. A veš, kje so dobivali diskonte, kako so in tako dalje. Ne. To so odprte vprašanja. In namesto, da bi te stvari pač razčiščevali in dokončno razčistili, so stvari postavljene antagonistično. Ne. Ali bomo imeli stvari v lastnih rokah, piše v tistem poročilu, ali bodo dobili tujci. Mislim, kakšne evropske kategorije pa to so, lastne roke pa tujci. To je čisto antievropsko izražanje, to je konec koncev nedemokratično izražanje in konec koncev proti vsem ustavnim in pa pravilom sodobne odprte družbe. Ne? No, mislim, kaj so to lastne roke? Da bo dobil slovenski tajkun, potem bomo pa pomirjeni in bo on prodal naprej ali pa bo izdajal domnevne slovenske interese. Mislim, to je tako bolano. Ne? Veš? In zdaj, ali pa mogoče zdaj za temi opozicijskimi poslanci stoji nek lobby, ki pa v bistvu želi diskreditirati. Ali obratno, ali ta lobby poskuša doseči privatizacijo. To so zdaj pravo vprašanja. Tukaj bi morali neodvisne preiskave vstopati, kot pa vsi slutimo, oziroma malo tudi vidimo, so pa interesi okrog zadnje privatizacije izjemne. Ne? So jih pri neodvisnih preiskavah, ne, mislim, štartava pravkar preiskava v T6, ne, ja. Ker pa pač želiva iskreno, brez pikrosti Matjažu Hanžku, ki bo to vodil, srečno roko. Ja, se mi zdi, da on ni korumpiran, da je v redu. Ne. Meni se zdi, da je on ima osebno integriteto. Tak vtis sem vedno imel. Jaz sem s človekom hodil po Kosovu, ja. Je bilo zelo zoprn. Ampak je bilo z njim zelo v redu biti tam, ja. Ne, in je bil pogumen, ja. In ni bežal pred policijo in ni bežal pred solzivcem. Ne. Ja, tako da... Mislim, te 6 razčistiti bi bilo res imenitno, ne, ker to bi bilo vzorc za marsikaj. Ne. Kar se tiče Webra, če bi me zdaj vprašal, ali imaš odgovor, bi rekel, nimam ga. Imam pa nelagodje na njegovi strani, na opozicijski strani občutim ravno tako nelagodje. Na ravni celotnega projekta sta pa dve resnici. Ne. Ena je pač ta, da dozdajšnji upravljalci, ki so imeli pač vse možnosti in priložnosti, jih prvič niso izkoristili ali pa so jih zlorabili, kar se pravi, so oni pripeljali situacijo, kjer pač je na eni strani, na drugi strani pa visoko opevana prodaja tujcem, ki bodo odgovorno upravljali za našim premoženjem, tudi en čist navaden mit in se kaže kot ena umazana igra. Tako da kamorkoli se obrneš, se pravi, smo v močvirju in ne veš, kam bi nogo dal, da se ne bi zmočil. Ne. Midva se bo vrnila čez 14 dni, če vmes ne pride do kakšne zelo hude krize, ko jo boš pojasnjeval sam, ker bom jaz 10 dni manjkal. Hvala lepa.